Dobrodošli na Goodison Parku. To je prvi za nogomet specifično zgrajen nogometni stadion na svetu. Stadion, ki je del unikatne zgodovine tega kluba, spomenik Evertona, ki mu navijači že 130 let pravijo dom. Odkar Everton stanuje tu, je le 4 od svojih 122 ligaških sezon odigral izven najvišjega ranga angleškega nogometa. To pomeni, da je to stadion, ki je gostil največ prvoligaških tekem v angleški nogometni zgodovini. V 130-letni zgodovini sta Everton in Liverpool odigrala 119 derbijev na Goodison Parku. Oba imata po 41 zmag, tako da ta zadnji lahko odloča. Slovo od tega mitskega objekta se vleče že mesece in tedne. Nikoli pa ne bo bolj čustveno kot danes, ko se bodo nogometaši Evertona zadnjič preoblekli v tej slačilnici za merseysidski derbi. Ste že slišali izraz mesto Beatlov? Seveda ste. Liverpool ni le dom dveh legendarnih nogometnih institucij, ampak tudi mesto, kjer se je rodil največji rock'n'roll band vseh časov, The Beatles. Dobrodošli na Matthew Street, kjer je tudi Cavern Club, kjer so Beatli med leti 1961 in 1963 odigrali kar 292 koncertov in mesto zelo dobro izkorišča povezavo z legendarno zasedbo. To je najbolj znameniti izmed kipov skupine The Beatles v Liverpoolu. Eden dveh že večjih Beatlov, Sir Paul McCartney, pa se je deklariral kot pristaš Evertona, tako da si bo lahko pri rosnih 82 letih v prihodnje tekme ogledal potencialno na novem spektakularnem stadionu. Oni in ostali navijači Evertona bodo odslej navijali dobre 3 km severneje od tu na popolnoma novem, zaenkrat še nedokončanem stadionu, ki se, vsaj zaenkrat imenuje kar Everton stadion. Stoji ob reki Mersey, 3,5 km stran od Evertonovega prejšnjega domovanja. Gradijo ga od poletja 2021, modri pa bodo novo zgodovino na njem pisali od začetka prihodnje sezone. Za klub, ki je doslej osvojil 9 naslovov angleškega prvaka na zadnje leta 87, bo na novem prizorišču lahko navijalo 52.888 ljudi. To ga uvršča na 7. mesto po velikosti premierligaških stadionov. Posebnost novega Evertonovega je, da strme tribune zaradi majhnega ozemlja segajo zelo visoko. Bo pa vsak kupec vstopnice za tekmo pred nakupom lahko preveril virtualni pogled na zelenico. Za gradnjo novega stadiona je klub odštel skoraj 900 milijonov evrov. Že tako visoka številka bi bila občutno previsoka, če bi Everton, ki v zadnjih 3 sezonah ni končal višje od 15. mesta, padel v nižji rang tekmovanja.